naše telo je tako kot ura. Ura tudi, če baterija odpove, se neha premikati, če jo ne navijemo, tako rabimo včasih tudi naše telo naviti, zaradi tega, ker vse se giblje v različne smeri, v različne dimenzije. V svoji poklicni poti mi že teče zdaj 30. leto in 16 let zasebnica, brez koncesije. Prav tako vodim vadbe, predavateljica tudi za različna podjetja, tako da se mojstrim na različnih področjih. Seveda, to me zanima in vedno raziskujem in tudi tisti, ki me poznate, predajam tista znanja, ki temeljijo na raziskavah, temeljijo na tistih novejših raziskavah in to je pomembno, da se znanjem in vedenjem tudi seveda bogatimo najprej sebe. Velikokrat, glede na to, da sem zdravstvena delavka, smo zelo kritični do samega bistva zdravja, do zdravstvenega sistema, ampak nekaj, noben nas ni naučil, da rabimo v bistvu svoje telo vzeti v svoje roke. In kadar smo seveda oplemeniteni z ogromno nekih izkušenj, iz ogromnega nekega znanja, to je tako kot prva pomoč, če rabimo Hansaplast, bomo vzeli Hansaplast, če bomo pa rabili povoj, bomo pa vzeli povoj. In tako tudi tukaj dobite to, kar v danem trenutku se potrebuje. Imunski sistem, veliko se o tem sliši, veliko se tudi govori, ampak premalokrat se vprašamo, kaj pa to v bistvu pomeni. Včasih nekdo reče, sem imun na to in to. Ampak imunski sistem je tako kot mišično-skeletni sistem ali notranji organi eden izmed sistemov, zato da prepozna vsiljivca, naj bo to virus, naj bo v bistvu bakterija, zato da on preko določenih celic, seveda se to pogoltne, kajti, če ta imunski sistem ne prepozna, potem seveda pride do okužbe oziroma v bistvu bolezni. Kdo pa nam ruši ta imunski sistem in kaj nam v bistvu sestavlja imunski sistem, boste pa spoznali. Slabijo nas tudi naše misli, kako se mi pogovarjamo s svojim lastnim telesom. Če se tako malo v spomin greste, nekateri se srečate, kako pa si, veš, imam tega zdravnika, pa imam onega, pa me to boli. A rečemo kdaj, veš, kako mi je krasno, meni pa to sem sposobna, pa to sem sposobna, dober dan. Kaj, opravičilo, da je Randi bil, bo delovalo? Seveda, samo še pripeljite tistega, s katerim ste bili na Randiju. Je pa tako vztrajna, da ne pride. Ne trmasto vztrajna. Se opravičujem, gremo dalje. Seveda gremo dalje. Tako da nadzorovati svoje misli, včasih so rekli, vse je v glavi. Kako smo sprogramirani zjutraj, kako se vklopijo poročila. Aha, to se je zgodilo. Mi svoje telo sprogramiramo s stresom. Preberemo nekaj, zdaj sploh vse ta socialna omrežja. In nadzorovati svoje misli pomeni, da vse tisto, kar strese naše telo, damo vstran. Če je to nekaj malega, je stres. Če je to nekaj večjega, je šok. Najhujša oblika stresa pa je travma, ta pa se zapiše na en del naših možganov, ki se reče limbični sistem, v smislu enih beljakovinskih povezav. In potem mi rečejo, kar iznenada me je začelo boleti. Nikoli ni iznenada. To je ta spomin. Samo okolice, okoliščine so se združile in telo je preklicalo v svoj spomin, kako se je odzvalo, ko smo doživeli, ne vem, eno informacijo, da je neka draga oseba umrla, ali pa kako se je telo odzvalo,
če je bila isto tudi neka blaga, lahko prometna nesreča. Ono zapiše z vsemi čutili. Zato je toliko pomembno, da sebi povemo tisto, kar dobro funkcionira. To, da slišimo tu, ni kar se tiče kar tako. Vsak ne sliši. Se zahvalimo svojemu sluhu, se zahvalimo svojemu vidu, se zahvalimo, da se lahko premaknemo. In vse to deluje na naš imunski sistem, da smo imuni na stresore okolja, domače, zunanjega okolja. Kajti, ko se to ponavlja, pa telo reče, ok, izbrala si bolezen, naj ti bo, zato da izkusiš. In nobeden nas ne nakaznuje. Več imamo znanja, bolj se začnemo na nežen, srčni način pogovarjati sami s sabo. In če zdaj zaprete oči, a lahko v sebi naštejete 5 stvari, kaj obožujem? Kaj obožujem? Jaz, da boste imeli malo primer, jaz zelo obožujem, ko grem k frizerju, ker pač delam manualno terapijo, da mi ona zmasira lasišče, pa da mi v bistvu ona, kar se tiče lase, na krtačo posuši. Jaz zelo obožujem, da se vsedem ob morju in samo strmim in gledam v morje, da v bistvu tišino. Ker delam individualno, delam tudi skupinsko in včasih je teh šumov preveč. Obožujem svežo posteljnino s točno določenim mehčalcem. Obožujem spodnjo perilo, glih sem prej Maji razlagala, v bistvu lisca. In glejte, zakaj dam primere? Ker ko jaz ljudi vprašam, kaj obožujete, me pa gledajo. In ko si to ponovim, sem mi razlagala pač v bistvu primer, ko sem šla na en taki sestanek, se veste, kadar je s financami opravka na nivoju občine, ker sem tam v enem odboru za finance, in smo iz različnih strank. Jaz sem rekla, ne glede kaj bo oni, jaz ga obožujem njo, pa obožujem njega. In jaz sem šla tja z oboževanjem. In potem damo mi čustva vstran in smo lahko samo res to odgovorim, to naredim, to je potrebno. Mi pa velikokrat, ker ne vemo, kaj obožujemo, na kaj postanemo imuni, se zapletemo in potem enkrat boli tu, enkrat boli tu. Tako malo za razmislek. No, kdo pa sestavlja imunski sistem? Velikokrat se je slišalo, največ seveda imunskega sistema je v našem črevesju. Par metrov je dolga tale v bistvu cev debelega črevesja. Tam notri seveda nastajajo različni ti makrofagi, limfociti, ki prepoznajo, ko pride neki virus, bakterija ali pa v telesu narašča, zato da ga obdajo in ga s tem na takšen način pojejo. Ampak to ni vse. Mi imamo poti tukaj zgoraj, za ušesom so limfne poti, potem imamo pri področju same ključnice, timos, priželjc. Še nekaj, timos, priželjc pri otrocih je tako kot veliko srce, kot hobotnica, ki ima v vsaki tisti lovki možgane. Njih to zanima, ono zanima. In kaj rečejo starši, ali pa pazi, da se noš tega dotaknil, ker se boš okužil. Oni tega nimajo, tega programa, ampak ga mi damo v sebi. In ta priželjc je komunikacija z svetom. In timos, priželjc, je direktna povezava z našim srcem. In še nekaj, lepi prevod je timos. Ko naberemo mi timijan, ga rabimo, kar se tiče, zato da okrepimo, da podpremo tole železo. In zdaj smo v času vladavine pljuč. Najbolj idealni čas začne se že s septembrom, začetku oktobra, tam do 4. novembra, potem se preklopi v obdobje ledvic, vode. Tako da zdaj rabimo, da podpremo
naš, kar se tiče imunski sistem in vse, kar je povezava z pljuči. Kostni mozek, v kostih, ki je, vse seveda te limfne, v bistvu bezgavke, ki jih imamo tu, pa jih imamo pod pazduho, pa jih imamo potem tu in imamo jih tudi v trebušnem delu. Jetra, one tudi filtrirajo, vranica, eritrociti, rdeče krvničke nastajajo tam, sluznica naših vseh v bistvu dihal, prav tako sluznica prebavil, sečil, rodil, mora biti to ko zaprt sistem, kajti tudi tam nastanejo rane, zato se potem v urino seveda nabere kri, vidimo, prav tako pri rodilih, če te sluznice ni, pač razne predrakaste, rakaste spremembe, ko se telo proti nečemu v bistvu bori. Tako, pa gremo na prvo samoobravnavo. Takrat, ko se nam začne neki respiratorni infekt, pomeni to nos, sinusi, tukaj cmok v grlu, občutek, pa se mi je nekaj zataknilo, pa ponoči imam usta odprta, pa diham, kar se tiče skozi usta, glavo boli. Rečejo, tako imam polno glavo, pa vzamem tableto, pa ne pomaga. Tisti slab zadah, tudi megla v glavi, zaradi tega, kajti če tekočina, ki obdaja možgane, gre v hrbtenjači, ne more zakrožiti, se ne navlažijo možgani, ker nimajo notri ene cevi, pa bi mi lahko natankali vodo, tako kot v bistvu jo pogoltnemo. Tole v bistvu tiščanje v prsnem košu, reče, tako me tišči v prsnem košu, ne vem, kaj mi je. Prav tako, če greste na samomerjene vitalne kapacitete, pa reče, veste, ampak vi imate pa res malo vitalno kapaciteto, malo bo treba trenirati. A ne bo to tako držalo. Lahko malo trenirate, pa lahko veliko trenirate, ampak če na trebušne prepone porihtamo, se to vitalna kapaciteta ne bo dvignila. Prav tako rame začnejo padati naprej in omejeno v prsnem košu. In ljudje, ki so tako in so tukaj stisnjeni. Če je timos, komunikacija s svetom, iz velike palače nastane mala hiška. Kako bo mali hiški živelo 50 ljudi? Palači gre. Zato je tako pomembno. Kako rokujemo depresije, anksioznosti. Ko smo tukaj stisnjeni, smo zaprti v sebe, simpatični živčni sistem, ki je del vegetativnega, reče, nevarnost je, zaščiti ga, zaščitijo. Ampak kaj mi rabimo? Mi rabimo biti pa odprti. In danes seveda se bomo naučili, kako v bistvu postanemo odprti. Prvi del je trebušna prepona, sledi tako, kot so naša rebra. Potem je področje cele prsnice, če je gor žleza timos oziroma prižaljc, prav tako vratni del, tale obračalka vratnega dela, spada zraven k imunskemu sistemu in 5 postaj na obrazu za sinuse. Naši sinusi so še kje? Kje imamo? Imamo sinuse tu, če so v bistvu polni, nos, občutek tiščanja tukaj, na oči pritisk. Kje na telesu še imamo sinuse? Križnica. Ob križnica gre 5 takole luknjic ima in tudi tukaj so sinusi. In če se to vname, to je v bistvu vnetje in se imenuje sinus pilonidaliis, pride do gnojnega vnetja, torej sploh kaki padec na trtico, na križnico in se vname. Tudi tukaj so sinusi. In pa, glejte, to bomo zdaj strenirali in tehnika reševanja.
rescue, tudi ko je slabost, ko je ta občutek velike žalosti, tiščanja tukaj. Jaz vam povem, da to tehniko, to, kar bomo zdaj šli skozi, sem delala v cerkvi, na pokopališču, v dvorani, delala sem v rešilcih, kajti, ko sta otroka bila tekmovalca pri Perutnini Ptuj, kolesarstvo, to je najhujši šport, pa ne zato, ker sta bila moja otroka tam. Ampak, če je nekdo od Perutnine Ptuj padel, zamislite si na tisti cesti 50 koles, drug ob drugem na onih ozkih gumicah. Jaz sem bila takoj pri otroku, ker v moji možgani so takoj preklopili, ker sem tolikokrat strenirana, kaj je potrebno narediti. In takoj začnejo stresni hormoni padati, telo niti se ne odzove v vnetje, kajti vse te prehladi, vse te v bistvu pljučnice, gripe je vnetje v našem telesu. In zato se bomo potem naučili, kako limfo pognati v telo. In potem nekaj. Mi sebi moramo reči, ker zdaj, ko me poslušate, kdaj mi pa ti dala to v urnik? Reči, da grem na zmenek sama sabo. Jaz grem na zmenek sama sabo. In tako kot ima otrok urnik, toliko ima tu ure, to pa imaš te aktivnosti, tu pa nalogo. Tako mi rabimo sebi narediti urnik. Zdaj čistim, zdaj likam, tu pa imam vsak dan zmenek sama sabo. Glejte, pa če imamo 5 minut zmenka sami sabo, ko po telefonu mine 20 minut, pa nimamo zmenka sami sabo, ampak imamo s telefonom. Ampak glejte, rabimo si dati na sistem, ker drugače, se bomo naredila zvečer, zdaj zjutraj moram še priti k sebi, zdaj moram še iti to. Nikoli ne boste šli na zmenek sami sabo. To si predstavljate tako, ko ste šli na zmenek s svojim partnerom. A je takrat bilo pomembno, če je pralni stroj prav? Ni. A ste šli z njim, ker ste si želeli, da se dobite? Tako morate pa iti za zmenek sama sabo. In jaz rečem, grem na zmenek sama sabo. In grem zjutraj na zmenek sama sabo, pa grem tek od delodnika, pa grem še zvečer na zmenek sama sabo. Potem pa lahko grem z drugimi. Ker potem bo tudi mož imel od mene koristi pa te zadeve, ker bom jaz v dobri žarnica, ki bo svetla. Ne ona, ki bo samo tako blinkala. Tako, dajte si v urnik, da greste na zmenek sami sabo. In ta tehnika reševanja, spet v bistvu gre trebušna prepona, prsnica medrebrni protori, obračalka in pa potem še palec in pa kazalec in dvignete. Gremo zdaj se naučiti. Še enkrat ponovim. Glejte, odložite prosim stvari. Trebušno prepono, tukaj, ko so rebra, tako da malo gre trikotnik, veste, ki je žlička. In potem se pomaknete tako 4 centimetre. Vračanje kisline nazaj. Vse je problem trebušna prepona. Pa sploh ni kislina, v bistvu gre kislina, ampak zato, ker se hrana ne pravilno prebavi in ker želodec ni na pravem mestu, z vsem temi vajami, kjer imamo zdaj, mi tudi to uravnamo nazaj, ker pomirimo 10. možganski živec. In imamo rebra, mogoče lahko tako malo pomigate, zato da jih začutite. Torej, če je to trikotnik žlička. Imam potem 4 centimetre na eno in drugo stran in naredim vdih in potem, glejte, potezo tako, da 2 centimetra potegnem pod rebri. Naredim vdih najprej na eni strani, potem na drugi. Povlečem. Cek, cek. Potem grem tukaj, prsnica. Glejte, prste prosim široko odprite. In smo najprej na eni strani. Naredim vdih, izdih, grem na drugo stran, naredim vdih,
izdih. Osvobodimo medreberne prostore, imamo boljšo dihalno kapaciteto. Ko imamo boljšo dihalno kapaciteto, pljuča lahko opravljajo funkcijo širjenja, ekspanzije in pa potem, kar se tiče kompresije. To je obračalka vratnega dela z najdaljšim imenom v našem telesu. Sternocleidomastoideus mastoideus. Glejte, tako iz notranje, torej medialne strani, z palcem, tukaj delamo dokaj nežno, obračalka je tu, tale močna struktura, tole je obračalka. Jo primem in jo zarobim od spredaj nazaj, na drugi strani naredim vdih, zarobim nazaj. Potem dam palec na čelo, kazalec na temenski del, 2 centimetra, na čelo je palec, glejte, tako široko odprete, ali pa sredinec, kaj vam je lažje. Široko odprete, vdih povlečemo in primemo in pogledamo, kot da bi nesli nekaj dol. Malo zadihajte. Zdaj, če ste v redu naredili, je tako, da tukaj nekaj popusti. Glejte, ponovno. Reberni lok. To je trikotnik, reberni lok na eni strani. Glejte, delajte s sredincem, samo sredincem, ostale prste odmaknemo. Naredim vdih in povlečem 2 centimetra potezo. Izdih in grem na drugi vdih. Izdih. Potem prsnica, medreberni prostor, glejte, tako široko odprite in imamo najprej prsnica sredina in grem na drugo in povlečem. Vdih in povlečem. Prste imejte narazen, ker če jih imate skupaj, ne pridete v medreberne prostore. Vratni del, malo nagnem glavo, zarobim. Tile prsti so samo podpora. Palec je tisti, da povlečemo nazaj. Problemi s srcem. Vaja je res Q. Kolikokrat navadno vprašajo, da ponoviti? 13-krat. In potem 3 serije in boste cvetoči. Poskusite zadihati. Poskusite, kako ste. Lahko se zgodi, da pridejo tudi kaka čustva na plano. Ne se straši, če pride žalost, če pride jeza. Okej, rečete, v redu, tukaj si, osvobodila te bom, osvobodil te bom in gremo ponavljati. Zdaj pa gremo tehniko trebušna prepona. Zdaj smo imeli 1-1, zdaj pa imamo tako, da imamo 1, 2, 3 poteze. Torej, od trikotnika približno 4 centimetre naredim vdih. Izdih, naredim taki potezo, tako za 2 centimetra potegnemo. Pa grem na drugo stran. Pa imam spet, naredim vdih, izdih. Pa grem spet, menjava strani, torej vedno bolj se pomikam ven. Torej, prva poteza, druga poteza, se pomaknem bolj ven, naredim, lahko se malo nagnemo naprej, zato da res začutimo trebušna prepona, izstopi, naredim vdih, izdih. In še pomik. Na levi strani želodec, 12-ternik želodec, vranica, trebušna slinavka, žleze imunskega sistema. Rabimo osvoboditi preko trebušne prepone. In grem na drugo stran, menjava. Torej, eno potezo smo že naredili, naredim še drugo, se nagnem, naredim vdih in naredim še tretjo. Malo zadihamo. Prsnico
od te jamice, ki je, grem po celi prsnici in jo zmasiramo. Prsnico je treba premasirati. Pri otrocih, ko se velikokrat zgodi ta sindrom tice, to je bolečina na predelu, kjer se rebra naraščajo na prsnico. Ker raste, strukture pri puncah, začnejo hormonsko dozorevanje in potem seveda dojke začnejo rasti in narastišča se vnamejo in to res resnično boli. Tako da prsnico, potem nagnem glavo in rabim od ključnice, to je mastoid, je tale kost tukaj zadaj za ušesom, takole, temu rečemo, da molzemo, zaradi tega, ker primem dol, gor ali pa dol, pa ven. In se nagnemo in takole po celi grem. Obračalka vratnega dela, ko ne gre vrat obrniti. In grem na drugi strani. Sapnik, požiralnik, zelo je blizu. Tudi tisto, ko rečejo, ne gre mi pogoltniti hrane, zatakne se mi. To je obvezno potrebno. Lahko delate z nasprotno roko. Vam pokažem tako z nasprotno. Tako da delam z nasprotno ali pa delam na isti strani, kar vam je pač. Ponovimo 3-krat, pomeni, dajte poskusiti mogoče z nasprotno, tako da je palec tu. In potem, glejte, grem, potegnem dol, gor, tako primem. In grem dol, gor. Mi temu rečemo strokovno tigrova usta, prijem in grem tu do mastoida. Druga stran, glejte, primem in gremo od ključnice gor, dol, potujem proti uhlju in diham skozi nos. In potujemo. In potujemo. Da malo zadihamo še. In tretjič, primem in grem gor, dol. Tako, če malo nagnemo glavo, bo ona izstopila, skrajša se, pride bolj na površino. Imam gor, dol in se pomikam od ključnice proti uhlju. Imam druga stran, nagnem se z nasprotno roko. Tako, sem pri ključnici, zajamem, tukaj je široka in postane vedno bolj ozka. In grem gor, dol. Vrtoglavice, slabosti. Obvezno tole, ker je v stiski 10. možganski živec. Sinusi 5 postaj. Prva postaja je tukaj na začetku, tu je taka luknjica, obrvi in če stisnem od spodaj, pa takole kost, tale spodnja točka, ker stisnem s palcem, navadno boli. Potem se pomaknem na sredino te očesne kotanje, kostnega dela, glejte, primete tako, primem, pritisnem, napravim vdih, izdih. Notranja stran pri nosu, tam, ko se navadno očala naslonijo, vdih, izdih. Grem tukaj pri zunanjem delu, naredim vdih, izdih in grem tu, zelo pomembna točka, tu spodnji konus ličnic, prav v bistvu ličnica tu gre dol, potem pa je prazen prostor, tukaj.
In tukaj je točka sinusov. Problemi z želodcem je tukaj zamašeno, ko boli želodec, ker je to točka, ki je povezava direktno z želodcem. Gremo prva postaja, če grem po nosu navzgor, se zaletim na te očesnem delu, kostnem, na luknjico. Spodaj naslonim palce, takole, dam pa potem kazalca, pa dam na čelo. Potem se pomaknem malo bolj navzven. Na sredino, spet pritisnemo, naredimo vdih. Izdih. Grem tukaj pri nosu, je luknjica, je? Vdih, izdih. Žalost. Vse tele, kar zdaj poteze delamo, zelo pomaga. Tukaj. Vdih, izdih. Pa ponovimo. Grem na prvi del. Če grem po nosu navzgor, pridem na tole orbito, to je tale očesno kotanjo in sem pritisnem, naredim vdih, izdih. Grem na sredino. Vdih, izdih. Grem na nos. Vdih, izdih. Grem ob nosnicah, veste, tu je zadnja točka debelega črevesja, torej problem z zaprtjem, obstipacijo, tudi na to vpliva. In če debelo črevo ne mora odvajati, kar mora iti ven, se pač vsrka nazaj v telo. Tako, gremo nazaj, ker v bistvu potem pride seveda tale poteza reševanja, spet 4 centimetre. Reševanje, imate vse napisano, vdih, še sličice so priložene, izdih in imam. Gremo na trebušni preponi. Ena stran, druga stran. In povlečemo. Prsnica. Prsnica. Obračalka. Najprej na eni strani, če jo takole nagnem, izstopi in jo zarobim, kot da jo zakvačkam, obkvačkam, od sredine nazaj, takole. Lahko tudi se zdaj knedl naredi. Sluz se je izločila. Vse to, kar imamo, tako to postopek reševanja, trebušna prepona, prsi, vrat, sinusi, jaz vedno naredim pri vsaki obravnavi, pa če pride zaradi problema v gležnju ali če pride zaradi problema v križa. Kajti trebušna prepona je tista prepona, ki loči tako imenovano prsno in pa trebušno votlino. In še nekaj, na trebušno prepono se pripenjajo ovojnice tako črevesja, mišice z njihovimi ovojnicami za križno-ledveni del, na sprednji strani tale mišica, tudi obračalka trupa, ta glavna mišica za krčenje, se pripenja na trebušno prepono. In to je naš center, naša hiša moči. Te veste, kako je pomembna? In ko vnesemo to v življenje vsak dan, boste videli, kako boste tudi pridobivali na vitalni kapaciteti. Vi lahko hodite in imamo vsi od nas določen limit in ne gre dalje. Naj bo to se zgodi velikokrat pri otrocih športnikih. Trenirajo, dosežejo določen limit in potem poslušajo, kako ne delajo vaj, kako ne trenirajo, ampak če tu ni odprto, mi imamo vitalno sposobnost, delajo medrebrne mišice, dela trebušna prepona,
obračalke vratnega dela, ker se pripenjajo tukaj dol, tukaj so pomožne dihalne mišice. Ja, kako bomo lahko zadihali? Ne bo. Tako je v bistvu pomembno. Tako, jaz bom zdaj, glejte, ponovila, zdaj me poslušate, me gledate, imate napisano. Postopek reševanja pomeni, začnem ena poteza, prsnica, medrebrni prostori, prsnica, medrebrni, široko, morate imeti odprte roke. Potem obračalka vratnega dela, ena stran, obračalka vratnega dela, druga stran. Dihate, vedno, ko naredite potezo, vdih, izdih. Potem imam 2 centimetra pod čelo, potegnem in si predstavljam, kaj vzamem iz telesa dol. Bolečino, napetost. Mi odnašamo, čistimo. Potem, to je prvi del, drugi del. Trebušna prepona. 1, 2, 2, 2, 3, 3. Ja, 3 poteze smo imeli. Potem imam celo prsnico, diham, 1, potem grem 2, celo prsnico, grem 3 ponovitve, ja. Potem grem obračalko, lahko tako, lahko primem tudi tako, da na isti strani, lahko pa imate to. Grem, potujem, gor, dol, diham do te kosti. Ena stran, druga stran, 1, 1, 2, 2, 3, 3, ja. Potem imamo 5 postaj, 1, potem 2, 3 pri nosu, tukaj debelo črevo, če imate problem, odvajanje, to točko, želodec je tukaj. To je bila ena serija, ponovim. Drugo, 2, grem tu, grem tu, grem tu, grem tu. Druga, tretja serija. Potem grem spet na postopek reševanja. Zamašen nos, prehlad, kašljanje, boste videli, kako hitro se boste rešili. Torej 4 centimetre. 1, 1, tukaj, tukaj, obračalka, obračalka, primem. Zakaj je tukaj v bistvu pomembno? Veste, ko se tako držimo, tale kot pesem duše, tale prijem, to je za moč. Politiki, gospodarstveniki držijo tu 10 centimetrov nad našim popkom, je v bistvu center naše duše. In drugo, kar je, ko mi blazinice prstov stiskamo skupaj, aktiviramo v svojem telesu moč. In ko mi smo tako, dobimo poravnavo telesa. Če lezemo naprej. Samo to naredite, ker tako ne boste mogli biti, ker bo ta palca zadela v trikotnik in bo začelo boleti. In ko imate tako, in ko rabite kaj urediti, stiskate to. Večkrat se spomnite doma, naredim to, samo diham, poravnano se moje telo, delajo tako mišice sprednjega dela telesa, kakor zadnjega. To je jedrna zvezda, to je naše jedro. In prižgemo našo jedro, 3 vdihi, 3 izdihi. 3 vdihi so skozi nos in 3 izdihi skozi usta. Odprete okna, zdaj ko je jesen pa zima, glavo date ven in naredite 3 vdihe, 3 izdihe. To jaz naredim med eno pa drugo v bistvu terapijo, odprem okno, sploh še po zimi, dam glavo ven, prediham in energija takoj po telesu steče.
Gremo, 3 vdihe skozi nos. Ja, tako pa ne bo šlo. Še ena zadeva. Če mi dihamo, je meh, dvigne se trebušna prepona in udari. In mi si sami uničujemo medvretenčne prostore. Dajte zadihati naprej in nazaj. To pomeni dih, izdih. Dih, odprem, izdih. Tako, zdaj pa imamo 3 vdihe skozi nos. Če boste tako držali, ne boste mogli zadihati. Dajte zdaj zadihamo tako. Primemo, zaščitimo svojo jedrno zvezdo, prižgemo jo in imamo 3 vdihe skozi nos. Stiskamo še blazinice, 3 vdihi. Pri izdihu stisnemo. In spustimo. Zdaj pa vas prosim, da vstanete, zdaj smo pa že toliko sedeli. Mokri kuža, ja? Stresemo, stresemo, očala so padla vam. Stresemo telo. Najboljša zadeva za naš vegetativni živčni sistem. 80% živčnega sistema ne moremo nadzorovati. Sestavljen je simpatikusa, ki ima zelo lepo ime, in parasimpatikusa, ne? In stresemo. In stresemo. Na Filipinih se tako pozdravljajo. Hvala, da stresajo. In damo dol. V 90 sekundah se preklopi simpatikusa živčnega sistema, ki povzroča vnetje, na parasimpatikus, ki imunski sistem spravi v tako imenovano fazo norme ali zdravja. Kaj pa je 90 sekund? Zakaj se mokri kuža, ko pride on iz vode, se strese, ne? Se strese. Ne? Mačko, če pogledate, ona ne marajo vode, ne? Ampak, ko se zbudijo, bojo pa tako staco stresemo. Dajmo. Filipini, se spomnite, hvala. Tako se oni pozdravljajo, se zahvaljujejo. Mi še pa nismo končali. Prosim, lahko se vsedete. Jaz lahko cel dan z vami, ne? Pa tudi, če nimam PowerPointa pripravljenega, meni ne zmanjka gradiva. Limfni sistem. Ne? Tu gor, tu imamo, v trebušnem delu imamo tudi nekaj. Ne glede, kje je bolečina. Rabimo mi, kar se tiče, zagnati limfni sistem. Pa če boli zob, ali če boli petnica, ali če boli kolk. Ker to v bistvu, zato da vnetje, tam, kjer je, ne stoji. Veste, kaj rečejo? Voda, ki stoji, zasmrdi. Ne? Tista voda, kjer je v pretoku, se ne legionela nabere, pa ne zasmrdi. Tak je pa, gledajte, v bistvu v našem telesu. In še ena stvar. Ljudje se mučijo z takšnimi in drugačnimi dietami. Če limfnega sistema ne obravnavamo, je lahko ničelna dieta, pa bo nekdo rekel, od vode se redi. Glejte, mi rabimo, vsi ne morejo biti takšni, ker vsi nimajo take medenice, ampak nekaj mi rabimo limfni sistem. In tudi to sploh vidim zdaj v terapijah, ko so z ne vem kakšnimi dietami.
pa jaz naredim potem v bistvu za limfni sistem, pa še potem, ker jaz tudi to učim na vadbenih skupinah. Glejte, to deluje, ker jaz vam vedno predstavljam samo to, kar deluje in kar doma lahko naredite. Od mene, samega sebe, pa je vedno odvisno. Ali se imam jaz toliko rada, pa sem kralj in kraljica svojega dvora, ali so pomembni vsi dvorjani, ki pridejo na dvor. Pa gremo na obravnavo. Ključnica je prva postaja. V glavnem začnemo na levi strani, ker leva stran ima več limfnega sistema. In ko gremo tako na levi strani, še ena zadeva, tja, kamor so usmerjeni, v bistvu prsti, tja potujejo poteze, tako si zapomnite. In potem imamo dva prsta nad ključnico, dva pod ključnico in potem, kar se tiče, tako kot da bi drenirali, tako potiskamo. Glejte, tako potisnem, nad ključnico, pod ključnico, potem potapkam. Grem na drugo stran, pomeni odprem, škarjice napravim in takole potiskam. Dreniram, zato je samo obravnava limfe je drenaža. In potisnem, glejte, potisnem od centra proti rami. Potisnemo, glejte, res tako zapeljete, ko en val, ki ga zajamete in ga potisnete naprej. Potapkam, od centra navzven. In dihamo. Veste, potem pa je igra. Diham samo skozi nos, vdih, izdih, pa delam to. Vplivamo na našo fizično telo. Dih skozi nos, izdih skozi usta, vplivam na našo čustveno telo. Gremo zdaj tukaj za ušesom. Tudi dam dva prsta, takole gor, dol. To obračalko vratnega dela, ta mastoid, tole kost tukaj. Ko diham skozi usta in potapkam, vdih skozi usta, izdih skozi usta, pa vplivamo na naše podzavestne vzorce, na našo nezavedno in takrat si čisti. Meni je že tako vroče. Potem, kar se tiče področja same pazduhe. Glejte, zdaj, če imamo lahko takole. Lahko imamo en, nad dojko, sredina, 2, 3 in imamo potem še ta tretjo. Bolečine v ramah, zelo pomaga. Zdreniram, potapkam. Lahko dvignemo takole in potapkam. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. In dihamo. Druga. Zdreniram. Imam 1, 2, 3 in sredina. 1, 2, 3 in sem že na nadlaknici in imam 1, 2, 3, 1. Tako iz prsnega dela, glejte, proti sami pazduhi in 3. In potem, če dvignem takole, istočasno tole veliko mišico sprostim in imam 1. In sprostim in zdaj malo preverim, kako je, če zavrtim ramena, a lažje zadiham. Popek nad popkom, pod popkom, trebušni del in splahnem. 1, 2,
3, kar gremo kar z obema rokama, še pod popkom. Splahnjujem. Grem, glejte, iz zunanjih delov, splahnem. In takole potapkamo. Naredim vakuum, potapkam. Veste, kako je črevesje hvaležno? Par kil prebivalcev imamo teh bakterij. Grem, kar se tiče drugi del. Torej, če sem imela prej tako, menjava. Tista roka, kjer je bila spodaj, je zdaj zgoraj. In splahnem. In splahnjujem. In si lahko tudi predstavljam, koga sem pogoltnila. Veste, kolikokrat mi ljudi pojemo in se nam zataknejo v želodca, 12-terniko. Ja, pri manualnih obravnavamo tudi, kako v bistvu namestiš želodec, kako namestiš 12-ternik. Operacije na trebušnem delu, ta cel postopek. Vse, kar se meni zgodi, pač vzamem to kot lekcijo, se poglobim, zato da pridem do rešitve. In te stvari delujejo. Jaz imam urgentni carski rez pri prvem sinu. In zamislite si, da gremo dimeljski del. In spet malo tako dvignem in splahnem. In 1, 2, glejte, korak. Tu je intimna kost, os pubis ali sramna kost. In splahnjujem. Cel ta del, bolečina v koliko? Ja, kje se začne? Ja, tu, ne? Tu not boli, ko je kolčni sklep, ga rabim splahniti. Potem pa naredim gor 1, 2, 3. Pobožam. 1, 2, 3 in 1, 2, 3. To sem želela povedati. Pri carskem rezu je prerezanih 7 struktur. Sreča, da imamo to, da to naredijo zdravniki, s sinom je vse v redu. Ampak, ko je tu prerezano, ne glede kak je, se začne tu zgoraj maščoba nabirati. In drugo, črevesje, se ni bilo prerezano, ampak je bilo odmaknjeno in je seveda v drugem položaju. In glejte, gor, gor, gor. Torej, v tem koraku, dimelj 1, 2, 3. Nogometaši rečejo, da jih bolijo prepone. Koleno, pod koleno imamo tudi bezgavke. In rabimo nad koleno, tu, pod koleno, dajte, z obema rokama zmasiramo. Mi imamo lahko celodnevno delavnico obravnave. Zato, da vam vse prenesem, kaj jaz učim moje na vadbi. In potapkamo. In druga stran. Tako. Bekerjeva cista. Ja, kaj je? Vnetje. Zastoj tekočine. In potem boli. Ni potrebno. Zdaj pa malo zaprite oči, pa se vprašate. Kako pa sem zdaj v telesu? Ne naberite še zdaj, pustite. Vse dobite. Zaprite oči in samo se vprašate, a je moje telo zdaj živo? A se nekaj premika? A migeta? Ja, a ni krasno? Tako telo rabimo. Tako.
Zdaj bomo pa šli nekaj seveda na kalivito. Vse to je pomembno, da poskrbimo za fizični sistem. Da naše telo poženemo. Hrana, ki jo zaužijemo, voda, ki jo zaužijemo, bo imela zelo veliki učinek, če bo lahko vse te resice posrkale, nesle do celic. Je pa tako, mi rabimo mikrohranila. Makrohranil je ogromno. Glejte, te pekarnice so zdaj zrasle ko gobe po dežju, ampak to ni hrana za našo črevesje, za naš imunski sistem. Mi se lahko, ne vem kako prepričujemo, pa pojem toliko sadja, pa pojem toliko zelenjave, vse spoštovanja vredno, ampak mi mikrohranila rabimo. Tukaj vam zdaj predstavim tudi raziskava, ki je bila narejena v Sloveniji na fakulteti za kemijsko tehnologijo kot magistrska naloga. Vpliv cinka in selena ter vitamina A, v bistvu rastlinska oblika vitamina A je beta-karoten, C vitamin in D na respiratorni sistem. To je bila v bistvu magistrska naloga, napravljena v Sloveniji, kjer so testirali sploh in v času seveda covida in po-covidnih zadev. Zaradi tega, kajti naj bo to koronavirus, spada pač v eno obliko virusov, ki pač prizadenejo naš respiratorni sistem, napade sluznice, to pomeni sluznica v nosu, sluznice v ustih, sluznica na področju samega sapnika in pa pljuča. Tako da, to so dokazi in znanstveno potrjene zadeve. Tako da, kot vitamin A, to je v bistvu beta-karoten, imenuje se tudi provitamin in seveda to je vitamin, kateri je v bistvu rastlinskega izvora. Ko mi to beta-karoten v bistvu pojemo v jetrih, mi smo danes obravnavali, trebušna prepona na desni strani, spodaj so jetra, črevesje, se preobrazi v ta vitamin A, ki ima izredno pomembno vlogo pri delovanju imunskega sistema. Vpliva celo na izražanje genov, to je tistih malih struktur, ki vplivajo na odziv imunskega sistema, da v bistvu ga prepozna, to, kar je prišlo v naše telo in da se dvigne ta imunski sistem, da vse te celice, to limfocite, makrofage začnejo v bistvu obrambno linijo. Naša koža je tudi v bistvu pokrita, tudi vpliva na to. In pri okužbah, to pomeni smrkanju, te virusnih, so dokazali, da ima izredno pomembno vlogo pri samih teh obolenjih. Naš priželjc ali imunski sistem, to smo prej tudi delali, žleza, kako je pomembna, nastajajo tako imenovani limfociti T in C, to je tista obrambni vojaki, ki prepoznajo vse, kar je v bistvu prišlo v naše telo, v smislu virusov in bakterij. Zato tudi, ko pregledajo kri, pogledajo, kako imamo eritrocite, kako imamo hemoglobin in koliko imamo v bistvu limfocitov, če je kako vnetno področje. Na kaj vse v bistvu vpliva? Pomaga tvoriti epitelijsko, to je ta površinski del epitelij, ki se potem tudi, seveda je naša zaščita, in pa tkivo te v bistvu samo sluznice. Zdaj pa poglejte sluznico, še enkrat pokrite nos, ustni del, pokrite področje samega grla, potem sapnika, ki gre dol, in pa seveda področje celega črevesja je vse pokrito z sluznico. In če je sluznica prizadeta, grejo tisto, kar bi moralo iti ven, gre nazaj v telo. In prepustno črevesje
je pa preko notranjega živčevja povezava se z možgani. In to, če se spomnite, ko sem prej tudi rekla, megla v glavi. Zakaj je pomembno, da to delamo? Zato, da vzpostavimo ta sistem dihalnega, hormonsko-živčnega, zaradi tega, da imamo bistrost glave. Prav tako pri otrocih, kjer se velikokrat pozabi, so spet dokazali, da pozitivno učinkuje, če je prišlo do obolenja dihal, to je pljučnice, in celo pri ošpicah, ki veste, da se ponovno pojavljajo. In prav tako, če se daje otrocih, zmanjšuje obolevnost in okvare vida, sploh tistih, kar se tiče starih med 6-5 let, takrat, ko se še komet razvija in se komet oblikuje še v bistvu ta vid, in tudi pri starejših, kajti gledanje v računalnik in s čem je oko pokrito, spet smo pri sluznici. Torej, če dokazano deluje na sluznico, potem vemo, kako je beta-karoten pomemben in takšni, kot je, da če ste ga kdaj vzeli, veste, da ga lahko, kar se tiče, pogoltne že vsak otrok, ki v bistvu tudi liže bonbon, in da v našo telo ga lahko vzame. Na tržišču imamo ogromno sintetičnih zadev, ta je rastlinskega izvora, torej se pretvori v vitamin A. Megacink. Na cink moški že rečejo, ja, cink za samo, kar se tiče preventivo pri vseh obolenjah pri prostati, za tudi, kar se tiče za podporo za moško spolnost, to še v bistvu vzamejo, če se to reče, to še, ne. Zamislite si, da cink deluje pri več kot 300 encimih v našem telesu. Naše telo, če ga razgradimo, smo encimski deli, ene vezi, smo molekule, smo ioni in kaj? Beljakovine. Torej, kako pomemben je cink? Prav tako je za sam razvoj in delovanje imunskega sistema, zaradi tega, kajti ko mi doživimo neki stres, pride seveda do procesa te oksidacije v našem telesu. On ga preprečuje, kar to je spet prevedeno vnetje. Pomemben za izgradnjo hormonov in pač seveda tega imunskega sistema. Hormoni so nosilci informacij. In ko se hormonsko stanje poruši, se porušijo vse ostale zadeve v našem telesu. Mišično-skeletno-hormonsko-živčni sistem deluje kot ena enota. In seveda ta respiratorni, ta trakt, sluznica je občutljiva na pomanjkanje vitamina A, ampak da se ta vitamin A lahko vsrka, rabimo pa v bistvu cink v telesu. Za pomanjkanje cinka trpijo predvsem starejši, podhranjeni, pri vseh ljudeh z avtoimunskimi in pa vnetnimi, ki je enkrat vnetje tu, pa enkrat vnetje tu, pa enkrat je vnetje drugod, ko se vnetje samo seli. Zakaj starejši? Tudi zaradi tega, kajti sistem srkanja skozi tanko črevo, debelo črevo deluje seveda že počasneje, in koliko pa nas je vsak dan ostrige, kjer je dosti cinka? Ne. Ta mega v bistvu cink preverjeno, ne samo to, kar so delali testiranje in raziskave, resnično deluje, ko se nekaj v bistvu začne, ampak res je potrebno dodajati zraven beta-karoten ali tako imenovan vitamin A.
Selen. Mi imamo v kaliviti od viraga, imuneida, D-vitamin smo že tolikokrat, ne. Pozabimo pa na te mikroelemente. Glejte, spet, hormoni so nosilci informacije. Spet za izdelavo hormonov. Vseh hormonov v našem telesu. Spet ima to antioksidativno delovanje, obramba in pa uravnavanje, ker ta oksidacija, ko pride v teleso, seveda povzroča v bistvu vnetje. Ko je pomanjkanje v bistvu selena, je povezava z ogromno raznimi virusnimi okužbami. Ni samo na dihalnih poteh, virusne bradavice, tudi razne, ko se začnejo potem te madeži, ampak tisti madeži, ki izstopajo, ne, je tudi v bistvu virusna okužba. Preventiva tako pred gripo in dokazali so, da v bistvu, kar se tiče pri vseh pljučnicah, pa je pljučnic tudi kar, izboljša v bistvu okrevanje. Pljučnice bomo izognili, če bomo šli na zmenek sami s sabo, pa oni koncept, ki smo ga prej delali, tudi napravili. Vitamin C, to veste, ogromno ga imamo, ne. Glejte, vitamin C je treba tako kot WC papir imeti, ker ga v bistvu nujno rabimo. Ja. Radovan Starc, to je v bistvu en prvih pionirjev kardiokirurgije, on je že v svojih knjigah Stres in bolezni, on je že pred leti pisal, poleg koencima, kako je pomemben vitamin C in da ga rabimo za preventivo 2 grama. Seveda, glejte, tako kot pridobivamo na letih, je boljše, da se v bistvu vzame, ne vem, C1000, C300, pa 500, zato da se razporedi. Zaradi tega, kajti telo ga ne bo moglo 1000 v bistvu vzeti. Ali pa tako kot krasna oblika, pač tekočina, tekoči obliki, da res potem lahko vsrka. In če si ga mi razporedimo, podpora v bistvu čisto vsem, kar se tiče našim sluznicam. Če je on kot kardiokirurg v svojih knjigah napisal, torej veste, kako močna podpora je v telesu. In še nekaj, nekatere živali ga imajo sposobne same izdelati. Ene izmed tak so podgane, koza, morski pes. To so 3 v bistvu živali, katere ne zbolevajo v bistvu tudi ne za rakom. Niso našli rakastih tvorb, torej deluje tudi na to. Ljudje smo izgubili sposobnost izdelovanja C-vitamina in seveda, se veste, ko so včasih mornarji, ko so pluli, skorbut, ne, zobe. Kaj mislite, da problemov z zobmi pa dlesni ni zdaj? Pa ni samo zaradi ustne higiene, ker toliko, ko je zdaj kot ustni higieni, ker je pomanjkanje v bistvu enega ključnih elementov, zato da ostale elemente in tudi tisto mikrohranila, makrohranila, vse, kar pojemo, lahko v bistvu tudi telo vsrka. Tako da C-vitamin, razdelite si ga v teku dneva, tudi če imate 1000, pa si takrat pač prelomite, zaradi tega, ker se bo potem res lahko vsrkalo. Ščiti, tako preventiva pred prehladi, lajša simptome, vse od teh simptomov gripe, kihanja, kašljanja, tega zamašenega nosu, otečenega, vse, če boste delali, vse ono, v bistvu je potem, kar se tiče manjša možnost. Športniki, oni imajo, kar se tiče ga, izredno pomanjkanje, zato tudi velikokrat, ne samo, da so športi, ki so zunaj, zbolevajo za prehladi, imajo te zamašene sinuse in vse alergije,
katere so, to je pa zaradi povečanja v bistvu histamina, tudi alergija na sonce, potem razne intolerance, občutljivosti, potem, kar se tiče pri astmi, v bistvu nujno potrebno dodajanje vitamina C, ker deluje na naše hormone, ki so nosilci v bistvu informacij in deluje na te celice, ki so zaščitniki pred okužbo. Seveda vitamin D, ampak o tem smo že tolikokrat govorili, tudi o ostalih elementih, na te ključne pa sem zbrala zaradi tega, ker te raziskave so mi zelo dragoceno, da je bilo vse to narejeno tudi v Sloveniji in da je z dokazi podprto, kako te mikrohranila resnično v bistvu potrebujemo. Naše telo, če se ga razgradi, je sestavljeno iz 99,9% v bistvu informacije oziroma energije ali vibracije. Vibracijski sistem nas veže skupaj v maso oziroma v gostoto. 0,1% je, kar se tiče te fizične materije, te matrice, katero v bistvu veže skupaj telo. Mi torej smo energetska bitja. Če ne bi bili, EKG ne bi delal, ko nas priključijo. Če ne bi bila v bistvu vibracijska bitja, magneti, magnetna resonanca, CT, vse to, kar je, kjer posname vibracijo našega telesa in to sestavi potem v sliko, ne bi delovalo. Kolikokrat se pa mi spomnimo, da tako kot sem že prej rekla, naši možgani, kako komuniciramo sami s sabo, to so naša ena elektrarna misli informacij. Druga elektrarna je naš prsni koš, torej timo s srcem, to je elektrarna naših čustev, jih tudi ne moremo, kar se tiče primiti, imajo svoj naboj. Ta tretja elektrarna je pa hiša moči, to je pod popkom, zaradi tega, ker je to področje, ki ščiti naše notranje vitalne organe. Katere organe? Reproduktivne, torej kar se tiče te spolne organe, to so naša elektrarna. Ni samo zato, da smo ženske noseče, pa da v bistvu gre za sam spolni odnos, ampak to je naša elektrarna, ker se proizvajajo hormoni, ki spet po krvi zakrožijo. In to so naše 3 elektrarne. Da vse te 3 elektrarne lahko resnično delajo, na njih vplivamo z dihanjem. Seveda je še več sistemov, ampak eden izmed sistemov je dihanje. Zdaj pa vi kar zaprite oči, jaz bom vas vodila. Z desno nosnico boste zaprli s palcem desne roke. Vdihnete skozi levo nosnico počasi, tako da si preštejete do 4. Zadržite dih, tako da obe nosnici zaprete s palcem pa kazalcem in si preštejete do 4. Odprete desno nosnico in izdihnete. 1, 2, 3, 4. Potem vdihnete skozi desno nosnico, zaprete, zadržite. 1, 2, 3, 4. Izdihnete skozi levo. 1, 2, 3, 4 in vdihnete. Zaprete, zadržite. 1, 2, 3, 4. Izdihnemo skozi desno. 1, 2, 3, 4, vdihnemo.
Zapremo, zadržimo. 4, odpremo desno in izdih. In vdih. Zapremo obe nosnici, zadržimo. 1, 2, 3, 4. Odpremo levo, izdihnemo. In vdihnemo. 1, 2, 3, 4, zapremo. Izdihnemo skozi levo. In vdihnemo. Zapremo, zadržimo. Odpremo desno. Zapremo. Vdihnemo. Zapremo. 1, 2, 3, 4. Izdih. In vdih. Zapremo, drugo odpremo. Izdih, 4. Vdih, 4. Zapremo, sprostimo in zadihamo. To je vaja, kjer potem imamo desno, pa imamo levo roko. Nismo še 3 minute. Kje bi še bilo to 31? To je vaja za vzdržljivost. Ker se ta naša energija, ta naša vibracija v telesu zakroži. Ker kaj se zgodi? Ko dihamo, mi rabimo razmišljati, torej možgani. Tukaj, ker tukaj predihamo. Zaradi tega, kaj ti dihamo, ker razmišljamo, kdaj vdihnem, kdaj izdihnem, ne vlečem ramen gor in mi priključimo tudi to našo elektrarno, to našo hišo moči. Ker če jaz vdihnem, tukaj se čuti. Zadržim, izdih, zaprem, se tukaj čuti. Tako, da s tem povečujemo kondicijo. Če smo sami s sabo, rabimo biti, ampak takrat, ko smo skupaj ustvarjamo lepšo sedanjost zase in za vse tiste, ki jim je mar za lastno telo in zdravje. Kajti, ko ustvarjam zase, imam izkušnjo in to izkušnjo lahko podelim. In lastna izkušnja obogati mene in ko jo podelim, bo obogatila tudi tistega, ki bo prišel na pot. Zato vam želim veliko dobrih, obilja lastnih izkušenj in obilja moči, poguma, da to tudi delite. Jaz se vam najlepše zahvaljujem za vašo pozornost, za vašo sodelovanje. Takrat, ko damo dlan ob dlan, naelektrimo svoje telo, prebudimo ga, združimo levo in desno polovico telesa. In takrat v notranjosti en droben glasek, ki reče: hvala sebi in hvala tem tistim, ki so bili del našega druženja.